Put your head up, play! Jojo, Blaž, živo pozdravljen, kako si, kako gre, predvidevam, da dobro, glede na novo visoko zmago reprezentance. Ja, mislim, odlično, moji apetiti se iz tekme v tekmo dvigujejo in to lih ni dobro, ampak... Zakaj ni dobro? Ja, ne vem, ponavadi se mi džinksajo te zadeve, tako da ne maram tega feelinga, raj sem underdog. Ti si raj zmeren pesimist, pa si pol sam pozitivno presenečen. Ja, točno tako. Dober, ja, no, vse je. Treba je biti previden, tudi fantje so bili v svojih izjavah po tekmi previdni, poudarjajo, da to seveda še ni konec in dobre predstave na teh dveh tekmah nič ne pomenijo. Treba je zdaj zmagati še naslednji dve tekmi in zdaj pa res ni več nobenega prostora za napake. Polfinale proti Venezueli in potem finale, vsi upamo, vsi verjamemo, smo prepričani, proti Litvi. No, Venezuela še ni potrjena, namreč med tem, ko snemava tale podcast, Litva igra še z Južno Korejo, tako da če slučajno pride do kakšnega nepričakovanega rezultata, bomo mogoče igrali celo proti Litvi, ampak ja, načeloma pa se strinjam, ja, bolj kot ne je Venezuela zagotovljena. Če Južna Koreja premaga Litvo na njihovem domačem parketu, bi bila to prvovrstna senzacija. Južna Koreja je mogoče celo najslabša reprezentanca na tem kvalifikacijskem turnirju, oziroma kar je najslabša reprezentanca na tem kvalifikacijskem turnirju. Ja, mislim, njihovi igralci, nekateri igrajo celo še v srednjih šolah. Njihov najvišji igralec, mislim, da je star 19 let in sedaj lik zaključuje srednjo šolo. Tako da. To vse pove. Blaž, ja, zopet preko 100 točk, kaj 100 točk? Zopet preko 110 točk. Midva sva v prejšnjem podcastu rekla, ko sva gledala prve tekme, Poljaki so za 20 točk premagali Angolce, mi smo jih za 50 in sem jaz rekel, da to ne pomeni nujno, da bomo mi za 30 točk premagali Poljake, na koncu smo jih premagali za 35 točk. Ja, no, vidiš, torej nismo jih premagali za 30, ampak še za več. Ja, treba je povedati, da res dobro zgledamo, res ekipa zelo dobro zgleda in da lahko ta reprezentanca, tako kot je rekel Luka že pred samim začetkom turnirja, tudi na olimpijskih naredi še kaj več, če se tja seveda uvrsti. Mislim, da lahko z izjemo Američanov igramo z vsemi reprezentancami. Luka Dončić je taka dodana vrednost, ob tem imamo pa še, kot bi rekli Američani, squad. We got a squad. Imamo ekipo. To je tudi potrdil trener Poljske po sami tekmi, namreč je povedal, da je treba spoštovati celotno ekipo, ne samo Luko Dončića in briljantnega igralca, ki je Luka, ampak da je Slovenija izvrstna, izjemna ekipa in je rekel kapo dol vsem igralcem, ne samo Luki, res izvrstno zgledamo. Ja, ena stvar, ki je potrebno tukaj tudi omeniti, da mogoče se komu zdi, da je Poljska slaba reprezentanca. To ni res. Leta 2019 so recimo igrali na svetovnem prvenstvu, kjer Slovenije ni bilo. Dokler so bili še v boju za medaljo, so izgubili le proti Argentini in Španiji, ki sta bile na koncu finalistke svetovnega prvenstva. Nenazadnje recimo premagali so Rusijo v drugem delu in ne gre za slabo ekipo. Jaz mislim, da bo že Litva imela težave proti njim v polfinalu. Še vedno pričakujem, da bo Litva zmagala, ampak mislim, da bodo jih Poljaki kar precej namučili. To bo nek zanimiv indikator, mogoče še najbolj zanimiv pokazatelj potem, ko se bo Litva pomerila z istim nasprotnikom in kako bodo odigrali proti njim. Po tisti tekmi bomo lahko tudi malo več zaključkov pred finalom naredili. Proti Venezueli bomo igrali, ampak bi morali Venezuelo tudi premagati. Je slabša reprezentanca kot Poljska in o pravem pristopu, kot je bil na tekmi proti Poljski, finale sploh ne bi smelo biti vprašljivo, ampak Blaž, mogoče se preden pogledava naprej proti polfinalu in tudi finalu, malce še obrneva na to tekmo, še malo analizirava stvari, ki so se tukaj dogajale.
Tako, no, zdaj pa lahko skočim na statistiko, ki je bila izjemno enosmerna. Slovenija je dobila skok in to zelo močno, 44 proti 27, od tega 30 obrambnih in 14 napadalnih skokov. Metali smo 53,5% za 2 točki, 56,3% za 3. Proste mete so Poljaki metali bolje, 80% proti našim 70. Potem imeli smo več točk iz ukradenih žog, več točk v tranziciji, več točk v raketi, tudi naša klop je dosegla 54 točk proti 29 točkam Poljske, skratka kompletna predstava Slovenije. Res v vseh elementih smo jih nadigrali in se ni drugega zrečno kot izjemno. Mislim, na koncu rezultat tudi to kaže. Tudi obrambno mislim, da smo igrali kar dobro, naredili nekaj napak, ki so jih Poljaki izkoristili, ampak Poljaki v bistvu so izkoristili to, kar smo jim ponudili. Kaj več kot to pa ne, in to je pač na koncu bilo dovolj za 77 točk in za naših 112. Ja, Poljaki so tudi zelo dobro metali za 3, mislim, naš met je bil izjemen, poljski pa še vedno odličen. 43% je še vedno super. Tako da je res, kar si rekel, izkoristili so, kar so lahko, praktično vsak relativno neoviran met, ki so ga dobili, so zadeli še posebej v prvem polčasu. Tekma je bila pravzaprav izenačena tam nekje do 6.-7. minute prve četrtine, potem pa po prvih menjavah se je pokazala tudi naša globina. Že spet se bom vrnil na to, kar je povedal tudi poljski trener. Imamo ekipo, imamo globoko ekipo, dobre menjave na vseh položajih. Na tej tekmi se je v postavo vrnil tudi Prepelič, ki zaradi težav z vratom, Heksenšusom, kakor je Luka povedal po tekmi, ni nastopil na prejšnji tekmi in kot tista zamenjava za Dončiča pokazal, da lahko ekipa še vedno izjemno funkcionira z njim kot tistim recimo glavnim ball handlerjem, čeprav je igral zraven še enega organizatorja, ampak Blaž, vsi, ki so prišli na parket, so dali točke, vsi so se izkazali, vsi so odigrali dobre, solidne minute. Mislim, da ni nobenega, ki bi lahko bil deležen kakšnih konkretnih kritik na tej tekmi. In zato tudi tako prepričljiva, tako visoka zmaga, najvišja zmaga proti Poljski v zgodovini tekem Slovenije in Poljske. Posebej treba pohvaliti Prepeliča, 17 točk, Hrovata, 16 točk. Res, mislim, ekipa je izjemno globoka in ne nazadnje tudi izgledajo zelo dobro uigrani, kar glede na to, da so opravili le nekaj treningov skupaj, je nekaj, kar se lahko veselimo. Mislim, to pomeni, da ta ekipa lahko igra še bolje. Že tako igrajo zelo kolektivno košarko, ampak mislim, da lahko igrajo še bolje in to je pa v bistvu tudi tisto potem, kar si ti dejal, ne? Razen Američanov lahko igramo v bistvu praktično z komorkoli in mislim, da na pravi dan lahko premagamo tudi vsakogar razen Američanov. Ja, ko si omenil statistiko, nisi omenil recimo Lukove statistike. 18 točk, 10 podaj, 6 skokov, že spet je izvrstno razigral celo ekipo. Ob 10 podajah samo ena izgubljena žoga, res izvrstna playmakerska predstava, met iz igre 50%, met za 3 tudi 50%. Pa za proste meti tudi 50%, tako da je on skličeva gospod 50. Ja, mislim, to je dober shooting split, 50-50, se lepo poklapla, ampak res z njim kot tistim glavnim motorjem, ja, lahko igramo s komarkoli. Mislim, se že malo ponavljala, ampak to je tisto, kar po teh 2 tekmah, tistih 2 pripravljalnih proti Hrvaški, mislim, da že povemo in z gotovostjo trdimo, zdaj vedno na teh turnirskih formatih, sistemih je zelo nepredvidljiva ena tekma. Vedno se lahko zgodi totalen mrk na eni strani, na drugi strani pa zadevajo praktično s polovice vse, kar vržejo. Košarki je vse mogoče, ampak če je razlika v kvaliteti dovolj velika, tudi taka presenečenja v pravem pristopu niso možna, zato mislim, da tudi proti Venezueli ne bi smeli biti kakršnih koli težav, tako kot proti Poljski in proti Angoli jih do zdaj ni bilo. Res je treba pohvaliti tudi celoten pristop vseh fantov in tudi to je recimo selektor Sekolič povedal po tekmi.
da Lukova prisotnost in njegov odnos ne samo na parketu, ampak tudi izven parketa v garderobi kaže, koliko mu pomeni to, da igra za svojo državo, da igra za Slovenijo in da je to prenesel on tudi na druge igralce, tudi ta njegov veselje v igri. Ves čas se smeji, igra z užitkom in je rekel Sekulič, da tudi z stilom, pristopom v igri, načinom, na katerega igra, povezuje ekipo, kaže fantom, kako je potrebno skupaj igrati in seveda s tem tudi dela tisto, kar vedno rečemo, kar vedno ponavljamo v Luki, dela soigralce boljše. Dela iz te ekipe, eno od najboljših ekip na svetu. Zdaj še vedno je treba na olimpijske igre pridati, ampak tudi za Litvo lahko namreč to rečemo, z Valančiūnasom, Sabonisom in ostalimi. Zagotovo sodijo med 10-8 najboljših. Mislim pa, da tudi ni nobenega dvoma, da smo mi v tej skupini. Kako visoko v tem bomo pa potem pred olimpijskimi debatirali, upam, Blaž. Tudi jaz upam, ne. Dejansko v bistvu se lahko zdaj po teh dveh suverenih zmagah vprašamo, če je Litva še vedno favorit na tekmi, če pride do finala med Slovenijo in Litvo. Če samo tako pogledamo, zdaj še vedno imajo zelo dobro reprezentanco, igrajo doma, to je res, ampak nekako Litva ni tako zelo suverena oziroma ne kaže tako zelo suverenih iger kot Slovenija in res se tukaj to vprašanje poraja, ne. Zdaj, jaz sem že prej povedal, da meni apetiti rastejo in da nisem najbolj vesel, kar se tega tiče, ampak ne morem pomagati. Mislim, način, na katerega igrajo, je enostavno, ni kaj za povedati, zdaj so vse pokazali na igrišču. Ja, se jaz enako počutim, nočem zdaj overhypati naše ekipe, pretiravati s hvalo in že recimo gledati pred olimpijskim igram, ampak si je težko pomagati po res takih vzpodbudnih predstavah in bi bila res škoda, če bi prišlo do kakšnega slabega večera v že spet predvidenem finalu. In se strinjam s tabo, Blaž, ni Litva tak bav. Z Luko v reprezentanci je praktično nezaustavljiv. Res tudi tiste double time, ki jih bomo verjetno še toliko več videli na tekmah z Venezuelo in potem tudi Litvo, podvajanja, ki so se jih posluževali Poljaki in pred njimi Angolci, on rešuje res na način, na katerega le redki igralci na svetu so sposobni, ki imajo višino in še obenem tudi tak pregled. To bo moral malo bolj metati. Zdaj ne bom ga kritiziral na tej tekmi, v pick and rollu je on še vedno bil zelo dober na tej tekmi, ampak ko so Luko podvajali in puščali njemu tam prostor na pol razdalji, včasih tudi na trojki, se zna zgoditi, recimo, da bojo njega izolirali kot tisti šibki člen pri metu v slovenski reprezentanci, glede na to, da tako dobro mečemo, ne smeš nobenega puščati samega, ampak lahko bi recimo Venezuelci že, pa potem tudi Litvanci riskirali s tem, da bi agresivno podvajali Luko in to bi puščali povsem samega na razdalji in računali na to, da ne bo zadev, tako da to je ena taka mehna cakica, na katero bo treba biti pozoren, ampak na koncu je to bi tudi v obrambi in skoku upravil svoje delo korektno. Čeprav bo proti Litvi potrebno odigrati brez napak. Recimo, če zdaj malo pecajzlava, bo potrebno proti Litvi odigrati boljšo obrambo kot proti Poljski, kljub temu, da so Poljaki dali samo 77 točk na koncu in je bila razlika tako velika, tekma odločena že kmalu po začetku drugega polčasa. So dobili Poljaki kakšen odprt met preveč in proti boljšim nasprotnikom je to lahko že problem, proti seveda toliko manj kvalitetnim, kot sta Poljska in Angola, pa ne tak velik problem, ampak že spet, zdaj sem rekel, manj kvalitetnim. Začela smo pa s tem, da niso tako slabi, kot se morda zdi, ampak da Slovenija res briljantno igra do zdaj. In je treba tukaj tudi Sekuliča pohvaliti za pripravo ekipe in vodenje ekipe na prvih dveh tekmah. Ja, mislim, Sekulič, odkar je postal selektor, mislim, da še ni naredil ničesar narobe. Vse tekme so bile korektne, polne energije, borbene. Mislim,
dejansko se je pokazal kot zelo dobra opcija na selektorskem mestu in jaz sem v bistvu kar vesel za njega. Res, da sem bil nekoliko razočaran, se veš, kot je KZS Rajca z Itudisom in podobnimi, ne, in potem pristaneš na Sekuliču. Ostane nekaj grenkega priokusa, ampak jaz moram reči res, da je Sekulič pozitivno presenetil in sem zelo vesel za njega in res upam, no, da popelje te fante tudi do zgodovinskega nastopa na olimpijskih igrah in ko že omenjaš, ko že hvališ Sekuliča, bi jaz mogoče pohvalil še enega igralca, ki je tudi velikokrat pod plazom kritik, recimo Žiga Dimec je danes tudi igral zelo dobro, korektno tekmo. Ne nazadnje, na koncu njegov plus minus je bil plus 21, kar je drugi najvišji v ekipi. In ja, no, mislim, imamo res lahko mogoče v bistvu se še enkrat oziroma še zadnjič vrnemo na to, imamo ekipo. Imamo res dobro ekipo in veselje jih je gledati. Ja, Blaž, mislim, da tukaj ni več kaj za dodajati, lahko zaključiva, sva še kaj mogoče pozabila, bi ti še kaj dodal tukaj? Ali... Jaz mislim, da ne, no. Jaz mislim, da sva povedala vse. Ja, vse nisva, vse nikoli ne moreš, ampak dovolj. Ne moreš, ampak dovolj. Ja, no, pač Venezuela ni nek velik bav, tako da če nas v soboto čaka Venezuela, mislim, da moramo iti mimo dokaj elegantno. Potem pa v nedeljo tista glavna borba, ki se v bistvu vsi že veselimo. Ja, mimo grede, Litva trenutno vodi 60-36 proti Koreji, začetek drugega polčasa, tako da, ja, Blaž, Venezuela in bi morali potem seveda napredovati proti njim v finale in z Litvo potem odločati pred fanatičnimi navijači v Litvi. To je pa tudi Tilen zadnjič v podcastu lepo povedal, kako fanatični košarkarski navijači so v Litvi in kako je ta šport tam državna religija. Ena od tistih redkih evropskih držav, kjer je košarka daleč pred nogometom in tudi vsemi ostalimi športi seveda, ampak pred nogometom to v Evropi ni glih standard, bi lahko temu rekel. To je res, ne, tako da na tej točki mislim, da lahko zaključiva in se ponovno slišiva v soboto. Ja, nič, Blaž, res je, slišimo, vidimo. Tako, adijo. Ajde.